Leta 2016 se je najvplivnejši milijarder na svetu odločil zgraditi vesoljsko plovilo, ki bi lahko v našem življenju doseglo drugo zvezdo. Predali so $100 milijonov najboljšim inženirjem Silicijeve doline, da bi to uresničili. In danes jih ovira fizikalni problem, ki ga nobena koda ne more rešiti. Skrivnost medzvezdnega potovanja ni v tem, da zgradiš boljši računalnik. To je mikroskopski košček stekla v Teksasu, brez motorja, brez gibljivih delov, brez umetne inteligence, a se lahko usmerja natančneje kot katerikoli doslej izdelani dron. In morda je to edina stvar, ki nas bo dejansko popeljala do druge zvezde. Prvo poglavje. 100-milijonska ladja duhov, Alpha Centaura, cilj projekta Breakthrough Starshot, je oddaljena 4,37 svetlobnih let od Zemlje. To je 25 bilijonov milj stran. Toda kako daleč je to v resnici? Eden najhitrejših predmetov, ki jih je človeštvo kdaj izstrelilo, je sonda New Horizons. Ob izstrelitvi z Zemlje se je gibala s hitrostjo približno 36.000 milj na uro. Če bi New Horizons usmerili proti sistemu Alpha Centaura, bi tja prispel v približno 78.000 letih. Kar pomeni, da ne v vašem življenju, ne v življenju vaših otrok, niti v času katerekoli civilizacije, ki bi sploh prepoznala ljudi, ki so ga zgradili. Pred 78.000 leti veliki val sodobnih ljudi še ni preplavil sveta. Nismo še izumili niti poljedelstva, pisave, kolesa, vlade, denarja ali organizirane religije. Celotno to časovno obdobje se prilega v čas potovanja naše najhitrejše vesoljske ladje do najbližje zvezde. In če vas zanima, Apollove vesoljske ladje za polet na Luno, najhitrejša plovila s posadko, ki jih je človeštvo kdajkoli upravljalo, bi se odrezala še veliko slabše. Potrebovale bi osupljivih 114.000 let, da bi dosegle sistem Alpha Centaura. Ob tem se zdi, da je 78.000 let, kolikor bi potrebovala New Horizons, skoraj optimistična ocena. Ko je Yuri Milner, ruski milijarder in fizik, leta 2016 stal na odru v New Yorku, je bil to problem časa in razdalje, ki ga je želel rešiti. Pozabite na kemične rakete. Prenehajte poskušati prevažati gorivo čez bilijone milj, ker ima gorivo maso. Masa pa zahteva več goriva za premikanje, kar doda še več mase, kar zahteva še več goriva. To je začaran krog. In prav zato so rakete že v osnovi večinoma le rezervoarji za gorivo. Namesto tega pustite gorivo na tleh in uporabite ogromno mrežo laserjev. Neto zgradite vesoljsko plovilo, ki je tako majhno in lahko, da tehta le 0,03 unče oziroma 1 gram. V njegovem središču je čip velikosti poštne znamke, ki nosi kamero, procesor, baterijo in oddajnik. In vse to pritrdite na jadro, široko 4 metre, a debelo le nekaj 100 atomov. Vse to pomeni, da lahko pritisk same svetlobe potisne plovilo skozi vesolje. Breakthrough Starshot ga je poimenoval zvezdni čip in v teoriji se je zdel preprost. Usmerite laserje v njegovo jadro in nato opazujte, kako v nekaj minutah pospeši na več kot 60.000 km na sekundo. Pri 20% hitrosti svetlobe bi potreboval le 20 let, da bi prispel do Alpha Centaura, kar je precejšnja izboljšava v primerjavi s celotnimi 78.000 leti. Časovni okvir je bil skrajšan na eno samo generacijo, ne na vse generacije. In da bi izboljšali možnosti, da vsaj nekateri preživijo potovanje, ne bi poslali le enega zvezdnega čipa, ampak floto tisočih takih čipov. Tudi Milnerjeva ekipa je vedela, da je redundanca cenejša od obžalovanja. 20-letno potovanje je številka, ki si jo ljudje lahko zapomnijo. Pustimo ob strani. Dejstvo, da bodo razdalje, ko bo zvezdni čip končno prispel do Alpha Centaura, tako osupljive, da bo samo pošiljanje slik nazaj na Zemljo z lastnimi vgrajenimi laserji trajalo 4 leta. 4 leta so kaplja v morje. Lahko bi si vsaj predstavljali, da bomo še živi, ko se ti podatki vrnejo. In zato je množica na dogodku leta 2016 ploskala, ker je bila ta ideja resnično vredna aplavza. O čemer podjetje Enterprise ni veliko govorilo, je bila izjemno pomembna laserska mreža. Sama bi morala proizvesti 100 gigavatov moči, da bi delovala. To je približno skupna električna moč približno 100 jedrskih elektrarn, ki bi delovale hkrati. Celotno Združeno kraljestvo, vsaka luč, vsaka tovarna, vsak polnilec za telefon in vsak kavni avtomat v vsaki pisarni v Londonu običajno porabi manj kot 40 gigavatov na običajen dan. Torej bi morali laserji projekta Starshot usmeriti 2,5-krat večjo moč, kot jo ima celotno električno omrežje Velike Britanije na znamko v vesolju. To ni bila nobena skrivnost. Inženirji so poznali logistične parametre projekta in so to vseeno povedali. Očitno je obstajal načrt, da bi ta energetski problem rešili kasneje. Niso ga.
Prav tako niso rešili drugega problema, tistega, ki bi uničil majhno vesoljsko plovilo, še preden bi zapustilo osončje, ne glede na to, koliko energije bi imeli na voljo. Problem, ki ga proračun v višini $100 milijonov ni mogel niti začeti reševati. Drugo poglavje. Spolski žarek. Ogromen laserski žarek, tisti, ki poganja majhno vesoljsko plovilo in za delovanje potrebuje neverjetno količino energije, je hkrati tudi žarek, ki ga popolnoma uniči. To se bo zgodilo takoj, po zasnovi, kot neposredna posledica fizikalnih zakonov v trenutku, ko jadro celo malenkostno odstopi od središča, kar se bo neizogibno zgodilo. Vesolje ni laboratorij z nadzorovanimi pogoji. Laser mora prepotovati stotine mil nemirne turbulentne atmosfere, še preden sploh doseže vesoljsko plovilo. Predstavljate si, da uravnotežite frnikolo na vrhu druge frnikole. Teoretično je to mogoče. Geometrija to omogoča, vendar v trenutku, ko se zgornja frnikola premakne za delček milimetra v stran, gravitacija ne bo tam, da bi jo nežno potisnila nazaj. Pospešeno se oddaljuje. Bolj ko se premika, hitreje gre. Nestabilnost se sama stopnjuje. Zdaj si predstavljate, da je zgornja frnikola vesoljsko plovilo, narejeno iz materijala tanjšega od milnega mehurčka. Spodnja frnikola je laserski žarek, ki prenaša energijo 100 jedrskih elektrarn in če padeš dol, pomeni takojšnjo izparelost. To je nestabilnost pri vodenju po žarku. Raziskovalci, ki preučujejo ta problem, so odkrili nekaj skoraj poetično odvračajočega. Ravno jadro na laserskem žarku nikoli ni stabilno. Tudi če ga zavrtiš ali kakorkoli spremeniš njegovo obliko, ravno jadro nikoli ni stabilno. Pika. Pri nizkih hitrostih je to nadležna inženirska težava. Morda bi to lahko celo popravili z namestitvijo senzorjev, ki zaznavajo zibanje, računalnikov na krovu za obdelavo napak ali pa z nekaj potisniki, ki bi vesoljsko plovilo preprosto potisnili nazaj v središče. Celotna ta zanka bi lahko trajal nekaj 100 milisekund, kar je izvedljivo. Toda vse to se teoretično dogaja pri 20% hitrosti svetlobe. Pri teh hitrostih je nekaj 100 milisekund prava večnost. Ko bi senzorji zaznali zibanje, ga obdelali in poslali signal pogonu, ter nato počakali, da se sproži, bi vesoljsko plovilo prepotovalo skoraj 18.000 kilometrov. To okno za popravek oziroma razmak med začetkom zibanja in trenutkom, ko vesoljsko plovilo preneha obstajati, merimo v mikrosekundah. 1 milijoninka sekunde. Najhitrejši potisniki na Zemlji ne morejo slediti tako hitri korekcijski zanki. Vesoljsko plovilo bi izhlapelo, še preden bi se mehanske ventile sploh uspelo odpreti. In to še preden sploh pridemo do vesoljskega prahu. Pot od Zemlje do Alfa Kentavra se buje ocenjenih 100 sekstiljonov delcev, vključno s prahom, atomi vodika in helija. Pri 20% hitrosti svetlobe vsak od teh delcev zadene vesoljsko plovilo kot krogla. Raziskovalci na Korejskem inštitutu za astronomijo in vesoljsko znanost so izračunali, da bi jekleno vesoljsko plovilo po svoji površini nabralo kraterje široke 0,15 palca in globoke 0,4 palca veliko prej, preden bi doseglo svoj cilj. Dovolj velik prašni delec bi plovilo popolnoma uničil. Project Breakthrough Starshot je bil zasnovan kot projekt Silicijeve doline in odgovor Silicijeve doline na to je preprosto. Napišite boljšo kodo, hitrejšo kodo, pametnejšo kodo. Če je korekcijska zanka prepočasna, zakaj je preprosto ne bi optimizirali? Če procesor ne dohaja, zasnujte hitrejši procesor. Ta pristop deluje pri skoraj vsakem problemu, ki ga je morala programska oprema kadarkoli rešiti. In zato je to privzeti odziv cele generacije inženirjev, ki so opazovali, kako programska oprema požira svet in so zaključili, da lahko programska oprema požre karkoli. Toda ni kos obsegu tega potovanja. Kajti potovanje v drug zvezdni sistem ni programski problem, preoblečen v strojno težavo. Zakasnitev pri svetlobni hitrosti ni napaka, ki bi jo lahko enostavno odpravil. Signal, ki sproži potisnik, mora še vedno potovati skozi fizično strojno opremo. Toda vesoljsko plovilo se premika z neverjetnimi hitrostmi, zato že majhna zamuda pomeni, da je v času, ko karkoli odreagira, že prepotovalo ogromno razdaljo. In to ni programska težava, ki bi jo lahko optimiziral, ker fizika deluje hitreje kot koda. Moraš spoštovati prvotno ekipo Breakthrough Starshot. Preden se je projekt sploh začel, so javno objavili seznam inženirskih izzivov za projekt in ga naredili izjemno preglednega. Seznam je to težavo neposredno priznal. Nestabilnosti žarka so ključne, prav tako tiste diferencialne sile na jadru in diferencialno segrevanje. Bralo se je kot poročilo mrliškega oglednika, še preden se je pacient sploh rodil. S to težavo so se ukvarjali 9 let. 9 let majhnih donacij, akademskih konferenc, obetavnih člankov in postopnega zavedanja, da problema korekcije ni bilo mogoče rešiti z orodji in proračunom, ki jih je imel projekt na voljo.
Nihanja, ki vesoljsko plovilo uniči hitreje, kot je izračun fizično sploh mogoč, ne moreš premagati z računanjem. Potreboval bi vesoljsko plovilo, ki popravi nihanje, še preden sploh ve, da se je nihanje zgodilo. Vesoljsko plovilo, ki ne zazna nestabilnosti in se na njo odzove. Vesoljsko plovilo, ki preprosto ne more postati nestabilno zaradi svoje sestave, ne glede na to, kaj žarek naredi z njim. To zdaj zveni kot znanstvena fantastika. Prav tako pa zveni kot nekaj, kar je ekipa doktorskih študentov v Teksasu zadnjih nekaj let gradila. Tretje poglavje. DART in Teksašani. Doktorski študenti v laboratoriju doktorja Shofeng Wanga na Univerzi Texas A&M niso bili po nobenih običajnih merilih ljudje, od katerih bi pričakovali, da bodo to rešili. $100 milijonov vredna pobuda iz Silicijeve doline je že propadla, za njo pa so stali nekateri najbolj znani živi znanstveniki. Niso imeli koristi od nobenih zvezdniških predstavnikov ali tiskovnih dogodkov v New Yorku. Namesto tega so sodelovali s proizvodnim obratom na kampusu v College Stationu v Teksasu, mestu, ki je najbolj znano po ameriškem nogometu in tem, da je približno 2 uri oddaljeno od vseh drugih krajev. Kar so zgradili, se imenuje MetaJet. Trenutni prototipi so veliki nekaj 10 mikronov. Za primerjavo, ena sama človeška las je široka približno 50 do 120 mikronov, kar pomeni, da bi lahko majhno floto MetaJetov postavili čez nekaj, kar ste prej imeli za premajhno, da bi sploh videli. Celotna naprava tehta manj kot sponka za papir. Nima potisnikov, gibljivih delov, vgrajenega računalnika ali kakršnega koli krmilnega sistema. In najboljši del. Še vedno ga poganja laser, vendar sama struktura materiala ohranja njegovo smer, tako kot utor ohranja iglo na plošči. Z drugimi besedami, žarek opravlja eno nalogo, material pa drugo. Tukaj je razlog, zakaj je ta drugi del tako pomemben. Tudi če bi Breakthrough Starshot rešil problem sledenja žarku, uspel izdelati jadro, ki ostane popolnoma na sredini laserskega žarka in bi plovilo preživelo toplotno obremenitev med pospeševanjem do 20% hitrosti svetlobe, na drugi strani tega potovanja še vedno čaka ogromen problem. Ne veš, kam greš. Vesolje ni prazno. Obstajajo potepuški delci, gravitacijski vplivi objektov oddaljenih stotine milijard kilometrov in popolna odsotnost kakršnihkoli orientacijskih točk. Vesoljsko plovilo, ki prečka 4,37 svetlobnega leta, je izpostavljeno vsem tem vplivom vsako sekundo. 20-letnega potovanja. Vsak sunek je majhen, a se sčasoma naberejo. Inženirji projekta Starshot so uspešen prihod opredelili kot prihod na razdaljo ene astronomske enote od Alfa Kentavra. To ne zveni veliko, dokler ne ugotovite, kaj ena astronomska enota pravzaprav pomeni. To dopušča zgrešitev do 93,2 milijona milj. To je približno razdalja od Zemlje do Sonca. In to so bili še radodarni. Tarča je bila že velika kot celotna Zemljina orbita, a nevodeno svetlobno jadro je ni moglo zanesljivo zadeti. Njihovi lastni raziskovalci so priznali, da so že majhne vibracije v laserskem nizu več velikostnih razredov oddaljene od natančnosti, ki jo je misija zahtevala. Tudi s pomočjo bi sonda verjetno še vedno zgrešila tarčo, veliko kot celotna orbitalna pot planeta. Predstavljate si, da iz New Yorka vržete puščico za pikado in poskušate zadeti sredino tarče v Londonu, vendar tarče ne vidite. Tarča se premika in ko puščica za pikado zapusti vašo roko, ga naslednjih 20 let ne boste mogli prilagoditi. To je navigacijski problem. Kot vemo, vsaka običajna rešitev problema krmiljenja doda maso. Dodajte maso na vesoljsko plovilo, katerega celoten pogonski sistem temelji na svetlobnem pritisku in to lahko vodi do neizogibnega kolapsa. Krmilni sistem, ki reši misijo, je hkrati tudi krmilni sistem, ki misijo naredi nemogočo. To je tista specifična, elegantna, nora past, iz katere Breakthrough Starshot nikoli ni pobegnil. MetaJet se ji izogne tako, da sploh ne sodeluje. Ni krmilnega sistema, ki bi dodajal maso, ker krmiljenje ni sistem. To je lastnost, vgrajena v material, še preden ladja sploh zapusti tla, kar pomeni, da moramo za razumevanje njenega delovanja postati zelo majhni, zelo hitro. Četrto poglavje. Utor v plošči. MetaJet je izdelan iz razreda materialov imenovanih metapovršina, izredno tanke plasti silicija, prekrite z mrežo nanometrskih stebričkov. Stebrički so veliko manjši od širine človeškega lasu. So tudi tako majhni, da vzorec na zrcalni površini v velikosti vašega nohta vsebuje dovolj strukturnih variacij, da lahko zakodira celotno večvolumsko enciklopedijo. Višina, premer in razmik teh metapovršinskih stebričkov so natančno zasnovani, da natančno nadzorujejo, kaj se zgodi s svetlobo, ko zadene površino. Če spremenite en stebriček za nekaj nanometrov, spremenite pot vaše ladje.
Celotna navigacija medzvezdne vesoljske ladje je zakodirana v meritvah, ki jih ne bi mogli razločiti z običajnim laboratorijskim mikroskopom. Poglejmo, kaj ti stebrički počnejo. Ko držite vrtno cev in voda brizga naravnost naprej, cev v vaših rokah odskoči naravnost nazaj. To je osnovna fizika. Tretji Newtonov zakon. Voda gre v eno smer, vaša roka je potisnjena v drugo. Zdaj na konec namestite ukrivljeno šobo. Nenadoma voda izstopi pod kotom in cev odskoči v stran namesto nazaj. Gre za enak vodni pritisk, ki povzroči popolnoma drugačno smer sile. Šoba ne doda nobene energije, le spremeni smer, kamor gre voda, in reakcija sledi samodejno. Metapovršinski stebrički so šoba, laser pa je vodni pritisk. Ko svetloba zadene običajno odbojno površino, kot je ogledalo, se odbije naravnost nazaj in potisne jadro naravnost naprej. Stebrički MetaJets so zasnovani tako, da upognejo izhodno svetlobo pod natančnim kotom, zato če svetloba izstopi v stran, je jadro potisnjeno v stran. Na krovu za programiranje šobe ni potreben nihče niti nič. Oblika je program. To je lepota tega sistema. Bolj kot se oddalji, močneje ga potisne nazaj v položaj. Dobesedno ne more ostati izven smeri. Kar zadeva toploto, za katero so nam povedali, da bi pod polno lasersko obremenitvijo izparela vse običajne odsevne materiale, metapovršina preživi zaradi svoje sposobnosti odbijanja svetlobe, ne pa absorbiranja. Fotoni opravijo vse delo, spremenijo smer in prenesejo gibalno količino, namesto da bi vso svojo energijo sprostili v material kot toploto. Za primerjavo, prejšnja najboljša rešitev za ta problem je bil grafen, eden najmočnejših materialov, ki jih je človek kdaj ustvaril. Da bi med potovanjem preživeli trke s prašnimi delci, so raziskovalci predlagali, da se jadro zloži v obliko igle, da bi čim bolj zmanjšali presečno površino, ki zadene delce. MetaJet, silicijeva metapovršina, je povsem drugačen odgovor. Ni le močnejša, ampak tudi pametnejša. V laboratorijskih testiranjih je ekipa Lanza prikazala popolno tridimenzionalno gibanje z uporabo enega samega fiksnega laserskega žarka. MetaJet prototip so uspeli premikati naprej, v stran in dvigniti zgolj z enim virom svetlobe, brez goriva, brez krmilnih ukazov ali kakršnega koli stika. To je bilo prvič, da je katerikoli optični pogonski sistem to dosegel. Po vedenju ekipe tega ni uspelo nikomur drugemu. Žarek opravi eno nalogo, material drugo. In material se nikoli ne utrudi, mu nikoli ne zmanjka pogonskega sredstva in nikoli ne čaka na računalnik, da mu pove, kaj naj naredi. Poglavje 5. 4 vejica 37 svetlobnih let približno. Ekipa Lanza ni edina. Raziskovalci na Caltechu so delali na podobnem problemu stabilnosti za lasersko gnane svetlobne jadra, druge skupine pa so se istega problema lotevale z drugih zornih kotov. Dejstvo, da se je več resnih raziskovalnih ekip neodvisno prišlo do rešitev, ki temeljijo na materialih za problem krmiljenja, ki ga je postavil Breakthrough Starshot, ni naključje. Na tem področju so ugotovili, da je bil instinkt silicijeve doline, da bi vse reševali s programsko opremo, vedno napačno orodje za to nalogo. Prototipi MetaJet so trenutno veliki, nekaj 10 mikronov. Pravo medzvezdno jadro mora biti široko več čevljev. Nihče na teksaški A&M univerzi ali kjerkoli druge pa ne trdi, da je ta razlika majhna. Toda to, kar omogoča, da je ta razkorak mogoče premostiti, česar prejšnji pristopi niso omogočali, je naslednje. Fizikalni učinki so odvisni od moči laserja, ne od velikosti naprave. Ista načela, ki premikajo prototip v mikronskem merilu v laboratorijskem rezervoarju, bodo premikala jadro v metrskem merilu pod gigavatnimi žarki. Mehanizem se ne spremeni, spremeni se le inženiring in inženiring, za razliko od fizike, dopušča kompromise. Naslednja prelomnica je testiranje v mikrogravitaciji, ki bo pokazalo, da se MetaJet v vesoljskih pogojih obnaša enako kot v laboratoriju. Luntova ekipa trenutno zaproša za sredstva, da bi to lahko izvedli. Zagotovo je to tišja, manjša in manj fotogenična naloga kot tiskovna konferenca v One World Trade Centerju v prisotnosti Stephena Hawkinga. Če bo uspelo, bo to pomenilo še veliko več. Na koncu je Breakthrough Starshot vložil milijone dolarjev in 9 let v zvezde, nato pa tiho obstal na mrtvi točki. Skupina doktorskih študentov v College Stationu je približno enako dolgo obdobje zastavljala povsem drugačno vprašanje. Namesto da bi izdelali boljši računalnik za ladjo, kaj če ga ladja sploh ne bi potrebovala? Naprava, ki bo morda nekoč ponesla prvo človeško sporočilo k drugi zvezdi, nima motorja, nima krmilnega računalnika in nima gibljivih delov. Tehta manj kot trepalnica in krmarji s pomočjo svetlobe na enak način kot hrib usmerja kegljaško kroglo. Alfa Kentavra je še vedno oddaljena 4 vejica 37 svetlobnih let. Ta številka se ni spremenila. Kar se je spremenilo v proizvodnem laboratoriju, 2 uri stran od civilizacije, je vprašanje, ali imamo kot vrsta sploh pravico verjeti, da nam bo morda res uspelo priti tja.
In morda nam bo res uspelo. Kajti vsak poskus, da bi šli dlje v vesolje, vedno naleti na isto resnico. Najprej moraš rešiti težave najbližje domu. Ugotovite, zakaj želi NASA nazaj na Luno, ali pa si namesto tega oglejte to.